Zmaga, ki ste si jo prav gotovo želeli danes tukaj v Novem mestu, kar ste pokazali tudi na igrišču, zanima me najprej komentar tega srečanja. Definitivno da smo zadovoljni, ker smo s tem si podaljšali upanje, da bomo ostali v prvi ligi, da bo se i naslednje leto na Dolenjskem igral prvoligaški nogomet. Mogoče nekom se zdi, da je tekma bila lahka, glede na končni izid 3:0. Tekma je bila vse prej kot lahka. Triglav Kranj je imel neke dve izrazite priložnosti, ki jih ni izkoristil. Mi smo, sicer tudi mi smo kasneje imeli še 3-4 100% priložnosti. Mislim pa, da smo zasluženo zmagali Triglav. Dobro smo odprli tekmu i potem naši najbolj izkušeni igralci Carević, Ranić, Zeljković, še ob pomoči Žiga Kastrevca, Marina Perića, pa dejansko celo moštvo je danes pokazalo, da zna igrati nogomet, da pod takšnim enim psihološkim pritiskom igrati ni lahko in sem ponosen na moje igralce. Podaljšali ste si nekako sezono. Kaj to pomeni? V bistvu pravzaprav završeni konec, nekako v glavah fantov je potrebno nekako zdaj umiriti situacijo. Moji fantje su profesionalci, su pokazali tudi po tekmi tle s Celjom, ki su ljudje bili priča enemu cirkusu, a ne nogometu. Nismo obupali, v Velenju smo celo do 70 minute imeli tisti odločilne točke. Danas su spet pokazali da su to profesionalci, da rad imajo ta klub, da igrajo, da daju zmeri vse, kar lahko v danem trenutku in prepričan sem, da se mi že od jutra po treningu regeneracije sledi analiza Kalcara iz Radomlja, ki ga strašansko spoštujemo. Kar nekaj igralcev je tam igralo za NK Domžale, ko su Domžale bile suverene v Sloveniji. Vodene su z odličnim trenerom, ki je samo en podatek, ki pove, da je trener Kalcarja bil kapetan Olimpije Maribora, pove o kakšnem strokovnjaku je riječ. Žiga, odlična forma v zadnjih tekmah, danes ste okronali tudi z zadetkom, ne nazadnje pa tudi s pomembno zmago, ki vas ohranja v boju za obstanek v eliti. Ja, jaz mislim, da smo danes dokazali, da smo imeli čistilo somlanski del prvenstva nesrečo. Smer smo povedali, pa kar nekaj v drugem delu, padec koncentracije in izgubili smo točke za brezvezen način. Zdaj smo dokazali, da ni bilo tisto naključje. Ena ocena tega srečanja me mogoče še zanima. Jaz mislim, da smo čez celo tekmo prevladovali, da Triglav je imel svoje priložnosti 2-3, jih ni izkoristil. Mi smo izkoristili svoje 3, imeli smo tudi čas, da bi povečali to vodstvo, ampak to 3:0 je dober rezultat. Kako se zdaj pripraviti na nasprotnika v dodatnih kvalifikacijah? Ja, mi se bomo pripravili na nasprotnika maksimalno resno. Vsako tekmo bomo vzeli kot svoje poglavje in bomo probali zmagati in upam, da bomo tudi. Sin še danes se vam nekako ni šlo tukaj v Novem mestu. Poraz 3:0 je nekako osvojeno končno 10. mesto. Najprej me zanima en komentar srečanja. Komentar je sledeči. Prišli smo v pozicijo, da odločamo sami o sebi, kar noben nam ni to dejal to možnost. Cel teden smo se psihološkega plana pripravljali na to današnjo tekmo in tako smo se tudi postavili, želeli smo zmago, kajti samo zmaga je igrala danes. Nažalost smo takoj, kar nas je skozi celotno prvenstvo, prekinitve so problemi in prva prekinitev, prvi kot dobesedno prvi in zadetek. Normalno za to mlado moštvo, da je to šok, lahko filozofiramo vsi skupaj pa pametujemo, samo oni vejo, kaj jim je v glavah, tako da tukaj nas je malo presekalo, pa kljub temu fantje so bili čvrsti, so želeli zadetek, dve izrazite priložnosti Majcna in Redžića, nismo izkoristili. Normalno, dali smo vse v napad, nismo čakali do konca in tukaj smo bili kaznovani potem iz proti napadov, ampak danes ogromno priložnosti, želje, ki jim ne moremo učitati, škoda teh mladih fantov, ampak za te mlade fante se bo še slišalo in žal mi je, čestitam Krki na ostanku v kvalifikacijah, mi moramo pa strniti vrste in čim prej priti nazaj v prvo ligo. Kakšna je vaša generalna ocena te sezone? Generalna ocena, ja, po prihodu smo prišli nazaj s stručnim strokovnim štabom, s Kondićem Vidmarjem, je bil velik zaostanek. Mi smo se skozi celotno sezono trudili ujeti ta priključek, noben že na pol sezone nam ni dal nobene minimalne šanse, nobeden. Mi smo pa garali do 25. maja in smo bili v igri, tako da jaz fantam čestitam, samo mi vemo, v kakšnih pogojih delamo in
kako nam je, zato fantom ne očitam nič. Pač Gorenjska si zasluži prvoligaša, ampak rabimo tudi večjo podporo gospodarstva, kakršnokoli da je. In ocena mojim fantom glavo gor, skupaj smo močnejši in s tem našim prečudovitim gledalci, staršem, ki so prišli iz Kranja, mamam, ženam, velik naklon, ki so nas danes spodbujali, to so navijači v dobrem in slabem, jih zastopim. Je za vas še tli nek kanček upanja, mora biti za kakšno zeleno mizo ali kaj podobnega? Poslušajte, za zeleno mizo normalno, mi si želimo, kljub temu, da nismo finančno močni, želimo igrati prvo ligo, jaz kot trener in igralci si pa želimo normalno, da bi si zaslužili na igrišču ta obstanek, ampak kljub temu, če se nam ukaže priložnost, da igramo prvo ligo, je ne bomo odbili, to je definitivno, kajti še enkrat pravim, te fantje, če bi štartali sedaj prvenstvo, to so zapisnik, pogledajte, to so 18-19-letniki, daleč najmlajše moštvo v slovenski ligi, je bodočnost pred njim in zagotovo, če bi igrali prvo ligo s par ukrepitvami, da bi bili na sredini lestvice, tako da, če pride ponudba, jo sprejmejo. Danes težko srečanje tukaj na Novem mestu, nekako se vam ni šlo po pričakovanjih, hiter gol ste prejeli, na to pa je nekako ni steklo, kot bi moralo. Ja, zdaj je težko biti pameten po taki tekmi. Dobili smo gole po napakah, imeli smo par šans, ki bi jih mogli izkoristiti. Treba bo garati naprej, trudili smo se, ampak žal ni šlo. In kako bi ocenili celotno sezono letošnjo? Ja, bilo je mešano, no. Enkrat smo igrali dobro, enkrat slabo, ampak mislim, da je to le normalno, glede na starost te ekipe, mladi smo, večina mladincev se je priključila zdaj po zimi. Generalno, drugi del smo igrali boljše kot prvi, ampak žal se ni šlo. Hvala lepa. Hvala ti. Srečno. Drse.